vam je Gašper Tič. Spoštovano občinstvo v dvorani Mariborskega gledališča, dragi radijski poslušalci in gledalci pred TV sprejemniki, dober večer in dobrodošli na slovesnosti s podelitvijo nagrad ob zaključku 48. festivala Borštnikovo srečanje. Danes je praznik, gledališki praznik. Iskrene čestitke vsem, ki ste v pretekli sezoni del svojega življenja kakorkoli pretvorili v življenje slovenskega gledališča. Vsi, ki ste igrali, gledali, režirali, šivali, frizirali, osvetjevali, ozvočevali, šepetali in sploh kreirali, si za začetek zaslužite en velik, iskren aplavz. Hvala, meni pa lepo prosim, dovolite mi, da vam kar takoj povem, kaj se mi je pred kratkim zgodilo. Bližalo se je Borštnikovo praznovanje, ko imel sem nenavadne sanje. Sam sedim za neko barsko mizo, rešujem pač pri 40-ih neko krizo, ko pred me stopi starec, še vitalen, a hkrati prav monumentalen. Prisede, molči, a ni komot, čutim, da besede išče, vprašam ga, kako vam je ime, gospod? Odvrne mi, Slovensko gledališče. O, v čast mi je, čez nekaj dni slavite, dovolite, da čestitam iz srca s pripombo, dobro se držite. Ja, sinko, še predobro bi skrbniki moji ti odgovorili. Kaj naj starim, ni mu kraja, mi bi stroškov se znebili. Mi žepnine več ne dajo, v negotovosti me puščajo, prijatelje, ki delali so zame, že odpuščajo. Ah, dajte, no, kaj vendar govorite? Slovenskemu teatru ni na svetu para, z voljo, ustvarjalnostjo zdržite, nikdar še ni uspelo, komur vas ne mara. Poslušaj, Gašper, zadnjič strah me je postalo, da ostane mi še čisto malo. Končam na ultrazvoku, strašni so v trebuhu krči, pokaže, da želodec mi obračajo že razni MPK-ji, zujki, srči. No ja, gospod, zakoni nujni so podhipno, morda ste le živeli prerazsipno. No, kar tiho bodi, izgovor ta finančna kriza, zdaj zelo je v modi. Ti dal bom srč, včasih nam je vladal zakon src. Dovolj mi teh političnih je brc. Kot veljalo je, da čevlje le kopitar sodi naj, vsak smrekar smreke je podiral in urejal kakšen gozdni gaj. Čopič slikal je, prostranstva duše risal, ne pa 20 let en zakon pisal. Aha, čeprav razumem, v starih časih grilc bi le na žaru pekel. Točno. In te tudi bo, če boš še eno takšno rekel. Ups, sem mislil, da vas mika kakšna dvopomenska šala, da bi v klepetu bolj sproščena le postala. Na tvojem mestu, Gašper, se iz priimkov hecal ne bi. Svojega poglej in se zavedaj, kje je mesto tebi. Pogosto v človekovi je rabi, da sebe in ravnanje svoje kar pozabi. Zdaj videl boš, da znam, čeprav sem star, s humorjem tudi jaz pogledati na stvar. Veš, zakaj na vozu te spis je igral? Ker mu v mandatu prvem rotovnik Cankarja v najem ni dal. Pa res ste duhoviti, a če ne nehava, bova kar hitro zato pustiva zdaj politike. Saj vedno in povsod poslušajo le kritike. Dobro, potem pa jih umetniki podprite. Vsem zahtevam, sploh pa tej po odpuščanju ugodite. Kako? Pri odpuščanju naj mi ugodimo njim? Ja, Gašper, odpustite jim. Joj, teater, vi res niste od muh. Čeprav ste stari, vsaj finančno vse bolj suh. Ja,
pa ne verjamejo, da nimam kje privarčevati. Res me strah je ukrepov, ki so še pred vrati. Bom imel kaj jesti, sobo vsaj s kopalnico, vodstvi MGL in Drame dali so kar v isto spalnico. Ne pretiravajte, no, saj boste preživeli, vsaj dokler boste nas, ki radi vas imamo, imeli. Lahko nam raje praznik, ki ga zdaj slavite, še s kakšno mislijo o ustvarjalcih popestrite. O, igralec, bitje moje zagonetno, čeprav razumem, bi čestitke rad, aplavz konkretno. Iskreno radosti me notranji pogled na gledališče, igralce, režiserje, vseh ustvarjalnosti stičišče. Res vas občudujem in priznam me gane, ta ljubezen vaša, ki mi vselej celi rane. Ponosen sem, navdušen in prevzet, da Borštnik traja in še raste skoraj 50 že let. A sprejmi poleg hvale še pripombo kakšno iz dobre volje, v smislu dejstva, da prav z mirom je lahko še bolje. Morda so moje oči od starosti že trudne, a predstave nekatere, tu pa tam, so zame malo čudne. Komedije pa tudi dolgo videlo ni srečanje. Ta zvrst je tukaj že kategorija Borštnikovo sječanje. Glejte, to je stvar osebnega okusa, morda pa le ste za sodobni art, prestar, vi pa mladi brez prodanih kart. Umetnost pač ni komercijala, ki bi nam profit finančni dala. Točno, a kdaj me razumeli boste že ti šment, da nasprotje komercijale kvaliteta je, ne trend. Dve skrajnosti sta populizem in hermetika, moja skriva se vmes estetika. Glejte, smiselne so tudi instalacije, čeprav pač poln ni parter. Že, a potem ne reci si igralec, Gašper, ampak igroinštalater. Poslušajte, ne more biti vse psihološki realizem. Že, a to, kar včasih gledam, Gašper, kričavi je nudizem. Mene to ne moti, sam res ne bi, vendar nisem proti. Kolega Tič, verjamem, da o tem ne sodiš strogo, saj vsakič, ko kdo hlače s name, ti prevzameš glavno vlogo. Glejte, ni nam vedno le do rezultata, včasih posvetimo se procesu raje, krasno za vsak slučaj, če vam ne rata, publiki prodajte kar abonma vaje. Prosim, gospod, umiriva strasti, da ne bi predalec zašli. Zašli, zgodovina že uči, zaide vsakdo, ki ga matra, da brez igralca in gledalca ni teatra. No, veste kaj, režiserji nujni so. Jaz jih spoštujem in se z njimi le če nujno je prerekam. Tudi jaz se klanjam jim, a pretiram piedestal in oporekam. Prisluhni, da sprostiš se, moj igralec mali, prastari anekdoti režiserja, o izvoru režiserja v šali. Zbor je imel moj grški brat, bilo treba za oko zunanje je nekoga izbrat. Misliš, da so takega ven dali, ki bi v zboru ga potrebovali? Zagotovo pa pri mnogih, v katere so verjeli, niso si še enega Boga želeli. No, zdaj ste nas že skoraj vse pobožali in hkrati ošteli. O ne pač, do kritikov pa niste prav nič smeli. Jaz problema nimam, ti se jih pa tudi nič ne brani. Dobri kritiki zlata so vredni in se z blefom jih ne ukani. Poleg tega pred pozabo so braniki, česar danes bi lahko zavedali se časnikov uredniki. So pa tudi oni za izvor svoj često gluhi. Eni prvih mojstrov teorije namreč so bili evnuhi. Vedeli vse, kako je treba, v praksi pa pač suhi. Ampak res, zapisi njihovi o nas v arhivu bodo ostali. Oh, ne sekiraj, Gašper, se prav nič več kot to prigodnico jih žal ne bodo brali.
Gospod teater, morava končati, kaj naj rečem. Občudujem vas, pol tega, kar ste dejali, jaz ne bi upal si povedati na glas. Želel sem le reči, vsi ste moji ljubi, skup držite, ozavestite, da ste na istem bregu, v bran svetlobe in ljubezni, skup stopite, poslanstvu služite, ne egu. Pomni, da izključno s hvalo napredujemo le malo. Pogubno zanemariti je lastno ogledalo. Gašper, ti imaš stališče ali si na njem ubog, če gre za ego in kurikulum vlog? Zame vselej govorite, da sem svetu vam zrcalo, ako kaj povem, se sliši me le malo. Naj zavejo se politiki, ki sploh so blizu jim vse fraze, da kultura ni nekaj, kar se odpelje navarno v davčne oaze. Ni nekaj, kar se da v stečaj, na novo odpre in skrije grehe za nazaj. Ni proizvod, ki se ga doma ukine, pa se uvaža, da dva delita sice kine. Kultura je nekaj, kar se goji, ker brez nje ne le človek, narod ne preživi. Res so časi mračni, Slovenci ne prvič in morda ne zadnjič lačni. A brez kulture, pod reflektorji, na soncu, v senci, bomo zadnjič lačni kot Slovenci. Zato vsi moji me nocoj slavite, kolege svoje iz srca častite in kot z delom svojim tudi danes sporočite, žarek smo, ne strošek, ničesar ne uničimo. Sploh pa na koncu pesmi, glej, mi pičimo. Zbudim se iz sna, zaključeno je modrovanje, a ves čas odmeva v meni, iz take smo snovi kot sanje. Hvala lepa. Hvala. Pičimo je geslo letošnjega festivala. Kako uspešno je festival pičil, nam bo poročala umetniška direktorica festivala, gospa Alja Predan. Dober večer in dobrodošli na naši sklepni prireditvi. Mislim, da ta hip nisem v zavidljivem položaju, ker po tako fenomenalnem uvodu bi bilo mogoče kar dovolj z govorancami, a ne? Tako ne znam. Tako duhovitega in hkrati tako bridkega portreta slovenskega gledališča, napisanega v izvirni, pravzaprav primarni gledališki formi, se pravi v dialogu, pa še v verzih za povrhu, res naš teater še ni bil deležen. Ko sem jaz to prebrala, sem se do solz nasmejala, pa tudi do solz me je ganil. Bravo, slovenski teater, bravo, Gašper Tič. Ja, res, naš letošnji slogan je bil Pičimo. Nekateri so se bali, da bo Borštnik koga zelo močno pičil, ampak med nami ni sršenov, smo samo čebelce, tako da vem, da ni nič kaj zelo bolelo. In zdaj, ko smo že ravno pri čebelcah, še nekaj smo napovedovali na začetku. Letos so na festivalu prevladovale ženske, tako na odru kot za odrom, tudi prstan gre na žensko roko, to je vse res, ja, priznam. Ampak zdaj, ko pomislim, brez tega le našega Tiča, bi nam bilo pa zelo dolg čas, a ne? So še za odrom, ne?
Festival je bil uspešen, bom neskromno rekla. Odigrali smo, oziroma odigrali smo 36 predstav in izvedli še 33 drugih dogodkov, se reče skoraj 70 dogodkov v 10 dneh. Obiskalo nas je 6000 obiskovalcev, to so lepe številke. Sem zelo ponosna na to, ampak mogoče bolj kot suhoparne številke pove več o tem, da smo bili uspešni, ena prisrčna anekdota, ki vam jo bom zdaj povedala in bo zelo kratka. Včeraj sem srečala enega mariborskega igralca na cesti in mi reče, a veš, da je bil letos Borštnik res uspešen? Res, sem rekla, kaj ste misliš? Ja, je rekel, veš kaj, grem skozi en mariborski park zadnjič, pa slišim klošarje, kako se pogovarjajo. Pravijo, ti posluš, pa zakaj zdaj v Mariboru posod, pa kar naprej vsak dan, pa toliko veliko igrajo tega Borštnika. Pa se to zdaj ni čas, da bi Borštnika igrali, zdaj je čas za Cankarja, Cankarja je treba igrati. Tako da to je mogoče res znak, da smo na drug način segli prav vsa srca. Zdaj, preden prepustimo oder slavljencem, samo še zahvale. Hvala Ministrstvu za kulturo, hvala Mestni občini Maribor, hvala nizozemski ustanovi Fonds Podium Kunsten, hvala našim zvestim pokroviteljem, donatorjem in podpornikom, ki nas leta zvesto spremljate. Potem mediji. Ja, mediji ste naš zrak in žal tudi naš rak. Z vami dihamo in z vami tudi umiramo. Odvisno kako in koliko o nas pišete. Letos ste nam naklonili zelo veliko prostora in zelo veliko časa. Press clipping včasih ni mogel pošiljati datotek, ker so bile prevelike, tako da res hvala vam. Potem hvala vsem mariborskim ustanovam, ki tako gostoljubno odpirate svoja vrata. Festival živi z mestom in mislim, da tudi mesto živi s festivalom, kar je prav, kajti to ni festival enega gledališča, to ni festival enega mesta, to tudi ni festival ene države. Borštnikovo srečanje postaja ugleden evropski festival. Potem hvala vam, draga publika. Jaz sem v teh zadnjih 10 dneh bila 240 ur v službi in se mi zdi, da ste bili nekateri med vami tudi vi. Tako zvestega občinstva res ne poznam, dvorane so pokale po šivih, ne sem tukaj v tej marmorni palači, ampak tudi v študentskem kampusu na Štuku, na kar sem še posebej ponosna. Seveda hvala vsem ustvarjalcem in nastopajočim, ki se potijo na tem odru, tako kot se zdaj potim jaz, to je peklenski poklic, vam lahko zagotovim. In seveda hvala vsem tistim zadaj, ki skrbijo kot nevidni kurjači, da ta naša ponorela lokomotiva gre naprej. Hvala ljubljanskim in mariborskim študentom in tudi dijakom prve mariborske gimnazije. Dokazali ste, da ste talentirani, da ste delavni in upam, da vam bo država izkazala čast s tem, da vam bo omogočila delo v domovini. Hvala vsem tujcem, ni jih bilo malo tukaj, bili so navdušeni nad slovenskim gledališčem, iskreno navdušeni, bili so navdušeni nad našim gostoljubjem, bili so navdušeni nad Mariborom, nad Slovenijo, tudi nad našo festivalsko organizacijo. Oni bodo te dobre novice ponesli v svoje dežele in seveda to je nekaj pozitivnega, kar prihaja od nas. Tako da tudi z tega mesta kultura sporoča urbi et orbi. Znali smo, znamo in še naprej bomo znali in zmogli sami. In čisto na koncu moja najiskrenejša hvala in moj najgloblji poklon mojim zvestim prijateljicam, kolegicam, sodelavkam, tudi sodelavcem seveda, ki te s tako veliko požrtvovalnostjo, s tako neskončno ljubeznijo skupaj z mano dihajo za ta festival, res brez njih ne bi bilo nič mogoče. Tako bom rekla, učeno, ubi Concordia, ibi Victoria. Če prevedem, v slogi ni kino, ampak sta moč in zmaga. In mogoče bi bilo dobro, če bi cela naša slovenska družba posvojila
ta slovenski pregovor, pa bi nam bilo mogoče vsem lepše in lažje. No, tako, zdaj zaključujem. Upam, da se vidimo ob letu Osorej, čas pa je zdaj za slavje. Hvala. In seveda, glede na to, da se v gledališču tikamo, hvala tebi, Alja. Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije na festivalu Borštnikovo srečanje podeljuje nagrado društva za najboljšo uprizoritev pretekle sezone. Dobitnika te nagrade, za katero tekmujejo vse slovenske gledališke uprizoritve sezone 2012-2013, nam bo v imenu društva razkril njegov predsednik, gospod Gregor Butala. Spoštovane in spoštovani, dober večer. Članice in člani Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije so se letos odločili, da nagrado za najboljšo uprizoritev v minuli sezoni podelijo predstavi, ki gledalca sooči s stvarnostjo tako ostro in kruto, kako zmore biti ostra in kruta le resničnost sama. Predstavo, ki s pretehtanim naborom raznovrstnih uprizoritvenih postopkov, premišljenih že do skoraj manipulativnih razsežnosti, kolažira dokumentarnost z igranimi prizori ter osebno intimo nastopajočih z okruški širše duhovne freske obstoječe družbe. Pri tem od vseh prisotnih z neusmiljeno neposrednostjo zahteva preizpraševanje svoje vesti, a jim hkrati odstira že pozabljeno možnost katarze. Nagrado Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije za najboljšo uprizoritev pretekle sezone torej prejme avtorski projekt 25.671 v režiji Oliverja Frljića in produkciji Prešernovega gledališča Kranj. Hvala. Jaz bi se rada v imenu celotne avtorske ekipe zahvalila članom društva, da so prepoznali umetniško vrednost predstave. Predvsem bi se pa rada zahvalila tudi izbrisanim, katerih tragične zgodbe so oblikovale to predstavo. Čeprav seveda bi bilo najbolje, da teh zgodb ne bi bilo in tudi predstave ne bi bilo potrebno uprizarjati. Če bo ta nagrada, predvsem pa predstava, pripomogla k temu, da se bo odnos nas Slovencev do teh ljudi spremenil. In če bo pripomogla k temu, da bo vlada 5. novembra sprejela tak zakon, ki ne bo ponovno ponižal njih in vse nas, potem je predstava dosegla svoj namen. Za konec bi rekla pa samo to. Mislim, da je dolžnost vsakega izmed nas, da razmisli, kaj lahko stori, da se tem ljudem povrne dostojanstvo in popravi krivica. Hvala. Sedaj pa k letošnjim Borštnikovim nagrajenkam in nagrajencem po presoji strokovne žirije v sestavi Jasen Boko, Tomaš Kubikovski, Barbara Orel, Teja Rogel in Petra Vidali. Nagrade bo podelila predsednica žirije, gospa Barbara Orel.
Tekmovalni program 48. festivala Borštnikovo srečanje po izboru selektorja Primoža Jesenka izkazuje širok spekter uprizoritvenih estetik. V njih se avtorski koncepti suvereno soočajo z raznovrstnimi dramskimi predlogami v razponu od klasičnih do sodobnih dram, vključno s priredbami, dramatizacijami in besedilom nastalim v procesu vaj. Uprizoritve so zasnovali režiserji srednje generacije in le en predstavnik najmlajših režiserjev. V tekmovalnem programu so visoko zastopane stvaritve, ki revitalizirajo temeljno značilnost gledališča kot kolektivnega ustvarjalnega dejanja in sporočajo o moči skupnega ustvarjanja v sodobnem svetu. Opaziti je močan poudarek na kolektivni ansambelski igri in dominantno vlogo glasbe, ki prerašča v dejavnega protagonista uprizorjenega sveta. Od 10 tekmovalnih uprizoritev jih je 6 nastalo v produkciji narodnih gledališč, 3 v mestnih gledališčih in 1 v produkciji nevladnega sektorja. Žirija se pridružuje selektorjevemu opozorilu o skrb zbujajočih produkcijskih pogojih, ki so v zadnjih nekaj letih močno načeli vzpostavljeno infrastrukturo slovenskega gledališča in še zlasti drastično posegli v produkcijo nevladnega sektorja. Ugotavljamo, da sodobno slovensko gledališče z repertoarno izbiro korespondira z brezobzirnostjo sveta, v katerem živimo. V svetu, ki se maje, kot bi dejal veliki elizabetinski dramatik, pa bi bilo zaželeno, da gledališče v večji meri opravlja vlogo medija, ki mu ravna tečaje. Torej, nagrado za prevod Hamleta Williama Shakespearea v izvedbi SNG Drama Ljubljana prejme Srečko Fišer. Rekli so, naj nekaj povem. In mapo so mi dali. Kakor igralec neizkušen med predstavo naenkrat več ne ve, kaj je njegova vloga. Ali zvir divja, ki ji bes udari v glavo, da je srce od lastne sile ne uboga, tako pozabim jaz, upanja se boječ povedati ljubezenski obredni govor. Saj je ljubezen tako močna, da mi več ne da moči prenašati ljubezni tovor. O, naj tedaj pogled bo govorica živa, naj bo molčeč glasnik zgovornega srca, ki za ljubezen moleduje in želi odziva bolj kakor jezik, pa čeprav besed ne zna. Razberi, kar ljubezen tiha beseduje, z očmi ljubezen tenkoslušna čuje. Hvala. Nagrado za scenografiji v prizoritvah Črna žival žalost v izvedbi Mestnega gledališča Ljubljanskega in Mojster in Margareta v izvedbi drame SNG Maribor prejmeta Numen in Ivana Radenovič, v njunem imenu pa bosta nagrado prevzela direktorja gospa Barbara Hink Samobor in gospod Danilo Roškar. Dobro večer. Ko smo pozno po noči izvedeli, kako je odločila žirija, sva s kolego Roškarjem pričela klicati Ivano in Svena, ki se oba skrivata pod imenom Numen. Srečneža sta v Andori in naročila sta, da prevzameva nagrado in poveva 2 stvari. Jaz sem naredila uvod, zato mi pripade krajši del poslanice. Hvala. Dober večer. Povedala sta naslednje. Hvala za nagrado, da je žirija prepoznala odlično delo tako 2 dobrih scenografov, kot sta Ivana in Sven. Hvala žiriji
In seveda eno sporočilo, ki je zelo važno. Ta nagrada je namenjena tudi tehničnim ekipam Mestnega gledališča Ljubljanskega in Drame SNG Maribor. To so tisti ljudje, ki se nikoli ne vidijo in so veliko pripomogli k tej nagradi. Hvala lepa. Nagrado za glasbo v uprizoritvi Ponorela lokomotiva v izvedbi SNG Drama Ljubljana prejme Branko Rožman. Hvala seveda celotni ekipi Ponorele lokomotive in hvala angelu nad mojo mizo Petri Božič. Hvala lepa. Nagrado za umetniško vodstvo uprizoritve 25.671 v izvedbi Prešernovega gledališča Kranj prejme Marinka Poštrak. Moram priznati, da sem bila zelo presenečena, ko sem to nagrado dobila, ko so me obvestili, ker ni navada na Borštnikovem srečanju, da se nagrade podeljujejo za umetniško vodstvo. Zato bi rekla, da nekako razumem to nagrado kot nagrado za celotno predstavo, za pogum, da smo uprizorili to predstavo in zato bi izpostavila, da to nagrado sprejemam v imenu izbrisanih, ker so izjemno pogumni, da toliko časa vztrajajo na svoji poti in v svojih zahtevah, da nagrado sprejemam v imenu naše tudi pogumne direktorice Mirjam Drnovšček, ki se je nekako odločila, da to predstavo delamo, da predstavo sprejemam seveda tudi v imenu Oliverja Frljića, ki je bil tako pogumen, da je ta izziv sprejel, in seveda ne nazadnje v imenu celotne naše ekipe, ki je bila tako pogumna in tako drzna in tako brezkompromisna, da se je vrgla v ta avtorski projekt z vsem svojim emocijami, z vsem svojim igralskim stališčem, in zato se zahvaljujem v imenu vseh. Še enkrat hvala. Nagrado za mlado igralko za vlogo dekleta v uprizoritvi Vaje za tesnobo v izvedbi Slovenskega stalnega gledališča Trst prejme Tina Gunzek. Hvala lepa in dober večer. Rada bi samo dodala ene besede dekleta iz predstave Vaje za tesnobo, in sicer pravi: hotela sem samo dobro delati, iskreno in preprosto. To je bila njena misel, moja, in je še vedno in tudi bo. Hvala.
4 enakovredne igralske nagrade prejmejo. Za vlogo matere v uprizoritvi Mati v izvedbi SNG Drama Ljubljana prejme nagrado Nataša Barbara Gračner, ki je nocoj žal ni z nami tu v Mariboru. V njenem imenu bo nagrado sprejel njen igralski kolega in direktor Igor Samobor. Nataša Barbara nas zaradi nesrečnih okoliščin zdaj gleda doma iz svoje posle in prosila me je, da vas lepo pozdravim. Povem, da je zelo počaščena, da je dobila nagrado za vlogo, ki je zelo ljuba v igri, ki je zelo ljuba. Nataša, pozdravljena. Dovolite še meni, Nataša Barbara, ker vem, da nas gledaš, res sem zdravilni pozdrav iz Maribora, čim prej okrevej. Naslednje leto se nam boš pa lahko spet osebno zahvalila. Za vlogo Ofelije v uprizoritvi Hamlet v izvedbi SNG Drama Ljubljana prejme nagrado Polona Juh. Ofelija v svoji norosti izreče misel. Vemo, kaj smo. Ne vemo pa, kaj morda še bomo. Ta trenutek menim, da ta misel izredno dobro razlaga svet in posameznika v njej. Hkrati pa se mi zdi izredno pomembno v teh nelepih časih in verjetno še v hujših časih v prihodnosti, vsaj poskusimo razumeti in interpretirati takšno misel optimistično. Hvala za nagrado. Za vlogo gospodične Ele Rendheim v uprizoritvi Jon Gabriel Borkman v izvedbi drame SNG Maribor prejme nagrado Nataša Matjašec Rošker. Hvala lepa, dober večer. Hvala za izkazano priznanje in če jaz lahko tudi kot kolegice spregovorim z besedami svoje junakinje oziroma moje vloge, Ele Rendheim, ki pravi, svojo ljubezen si žrtvoval za mesto direktorja banke. Upam, da ne bomo slovenskega gledališča žrtvovali za kako banko. Hvala lepa in hvala seveda vsem kolegom za njihovo soustvarjalno spodbudo, izziv in zaupanje in pičimo dalje. Bravo, Drama Maribor. Adijo. Za vlogo Jona Gabriela Borkmana v uprizoritvi Jon Gabriel Borkman v izvedbi drame SNG Maribor prejme nagrado Igor Samobor.
Predstava Jon Gabriel Borkman je nastala v Mariboru, ko sem jaz bil tukaj na obisku. Moram reči, da sem bil sprejet po najboljših možnih zakonih gostoljubja. Na odru sem stal z nekaterimi kolegi prvič, z nekaterimi po dolgem času in iz Maribora odšel z neprecenljivo izkušnjo, ki jo privoščim vsakemu igralcu. Hvala, Mariborčani. Nagrado za režijo uprizoritve Jon Gabriel Borkman v izvedbi drame SNG Maribor prejme Mateja Koležnik. Hvala mariborski drami za priložnost, za zaupanje in predvsem za profesionalne pogoje. Hvala moji avtorski ekipi in najbolj iz srca hvala Igorju, Nataši, Vladu, Kseniji, Evi, Viktorju in Matejki za 2 meseca, ki jih ne bom pozabila. Nagrado po presoji žirije in sicer za kolektivno stvaritev prejmejo ustvarjalci uprizoritve Vaje za tesnobo v izvedbi Slovenskega stalnega gledališča Trst. Ja, hvala lepa. Mogoče je malo čudno, da nagrado za kolektivno stvaritev prejme tako majhen kolektiv, ampak kaj smo, Trst je daleč, čeprav je naš. Vsekakor bi se rad zahvalil v tej priložnosti vsemu kolektivu, ki je bil malo večji kot tale tu, celemu domačemu ansamblu, vsem tudi ostalim zaposlenim v Trstu, pa seveda tudi vsem zunanjim sodelavcem in hvala lepa. Pa še jaz kratko v imenu ansambla en velik hvala iz Trsta. Veliko nagrado festivala Borštnikovo srečanje za najboljšo uprizoritev prejme uprizoritev Ponorela lokomotiva Stanislava Ignacija Vickijeviča v izvedbi SNG Drama Ljubljana v režiji Jerneja Lorencija. Ustvarjalci predstave Ponorela lokomotiva s ponosom in hvaležnostjo sprejemamo to nagrado. Mi si večkrat povemo, da se imamo radi, da se cenimo, da se spoštujemo in zato z neizmernim užitkom potujemo po naši gledališki progi. Vsem vam, pa tudi nam na vseh slovenskih odrih, pa iz srca privoščimo, da bi kotle svoje lokomotive čim večkrat naložili do konca in pičili naprej s polno paro. Dober večer vsem. Jaz sem ful vesel. Hvala Maja. Vesel sem pa tega, ker smo skupaj. In smo zares skupaj. In zmeraj bolj ali pa skoraj samo to mi še zanima v teatru, no? Kako ustvariti pogoje za to,
da smo lahko skupaj. Da pa sem prišel do tega, res da malo pozno, je pa zaslužena ena oseba, ki sedi tam. Evo, mama, vstani, prosim. Hvala mama, hvala vam za aplavz. Pa oprostite samo še nekaj, Jakob, to je moj sin, ki gleda, 5 let star, rad te imam. Galin Tosja, jaz tudi zelo. Od nasmejanih nagrajencev glasbenemu nasmehu. Nasmeh je namreč naslov skladbe, ki nam jo bo zapela Nina Strnad in seveda z njo naši odlični Boštjan Gombač, Blaž Celarec, Davor Klarič, Igor Matkovič in Andraž Mazi. Nasmehni se v dan in odkrij lepšo stran. Le nasmeh bo tvoj žarek sreče, taki ti solze briše, ko kdaj bo žalosten in sam. Nasmej se, če kdo srce ti zlomi, ko se ti kaj zalomi. Nasmiškom v dan. Nasmehni se v dan in odkrij lepšo stran. Le nasmeh bo tvoj žarek sreče, taki ti solze briše, ko kdaj bo žalosten in sam. Nasmej se, če kdo srce ti zlomi, ko se ti kaj zalomi. Zakaj bi otužen se vdal? Le nasmej se in svet bo lepši, daj le predaj se sreči, ko kdaj bo žalosten in sam, z nasmeškom vdal.
Smo pred vrhuncem današnjega večera, podelitvijo najvišjega priznanja festivala Borštnikovo srečanje, Borštnikovega prstana. Predtem pa si poglejmo, kaj o letošnji dobitnici pravijo njeni gledališki kolegi. Ko jo človek enkrat vidi na odru, jo ne pozabi nikoli več. Prvič sva se srečale, ko sva prvič skupaj igrale in to je bila moja prva predstava v Slovenskem mladinskem gledališču. To je bila predstava Roberto Zucco, s katero smo potem še leta in leta gostovali po celem svetu, največ po Južni Ameriki in tako sva se veliko skupaj pogovarjale, premikale. Vedno sem dobila v bistvu neke dobre napotke ali pa prijateljske nasvete, recimo. Takrat sva šla skupaj v mladinsko. Jaz sem malo težil, sem rekel, da je grdo tle. In ona je provocirala to, da so šli vsi odrci tle, pa vsa tehnika teatra, da so šli delati. Jaz sem šel tudi seveda, pa par lobanj, pa kosti smo skupali, ampak smo očistili. In ona je pol posadila 2 češnje. Ena še rase in zelo obrodi, ena pa ne. Ona je bila vedno nekdo, ki ni nikoli zadrževal zase, ki ni nikoli bil ljubosumen na mlajše igralke in podobne stvari. To je nekaj, kar zelo cenim pri njej. Moram reči, da je dober kolega, dober človek, da je dobra igralka, govori že dejstvo, da bo dobila Borštnikov prstan. Če bi jo z eno besedo označil, bi rekel, da je srce. Ona je srce. Ona je močno in silovito čustvo. Ona zna povedati en stavek, ki je tako nasičen z njeno notranjo emocijo, z globoko, resnično, iskreno emocijo, da te prestreli. Če se samo spomnim kralja Oedipa, ki je igrala kraljico. Jaz sem bil pa v zboru, vodja zbora in smo ves čas sedeli na odru. To je kar bilo od 3 ure in sem imela priložnost čisto vsako predstavo gledati njeno igro od začetka do konca in ne bom pozabila, kako je bilo popolnoma vsakič isto in vsakič popolnoma drugače in nikoli ni bilo niti za sekundo dolg čas. Pri tistem zaključnem monologu je njena interpretacija me tako zmeram presunila, čist pri vsaki predstavi, da so mi šle kot cine po koncu. Glede na to, da je zelo, zelo senzibilen človek, deluje na človeka inspirativno, kot kolega te vedno znova podpira. Zato, ker zazna tvoje stanje in tvoje počutje in v fazi, ki si znotraj nekega procesa, je res to kolega z veliko začetnico. Ima humor, zelo prefinjen humor. Je pa res, da pri tej njeni komiki je vedno prisotna rahla žalost, rahla trpkost. Ker če imaš humor, gojiš v sebi otroka. In to ona ima. Zato mislim, da je ta prstan prišel na pravi prst. Ona spada v ta panteon slovenskih igralcev. Zato čestitam in jaz upam, da še na mnoga sodelovanja. Sem pa zelo vesel, da dobi nagrado, zato ker je za moje pojme ena najboljših igralk. V žiriji za podelitev Borštnikovega prstana so bili Ivo Svetina, predsednik, Dušan Mlakar, Silva Čušin, Jernej Lorenci in Alja Predan. Najvišje igralsko priznanje za življenjsko delo, Borštnikov prstan, ki ga poklanja zlatar in filigran Kačinari, bo podelil predsednik žirije, gospod Ivo Svetina.
Drage gospe, spoštovani gospodje, to ni Hollywood, to je Maribor. To ni Oskar, to je prstan, ki se imenuje po prvem slovenskem igralcu Ignaciju Bošniku, ki je že konec 19. stoletja predstavil Slovencem Strindberga in Ibsna. Letošnja izbranka, s čimer postane Bošnikova nevesta, je Olga Kacjan. Te dni, to sezono in še katero od prihodnjih bo Olga Kacjan gospa. Gospa v Ženejevih služkinjah, kot je bila pred davnimi leti slepa deklica Katica v filmu Povest o dobrih ljudeh. Med deklico in gospo so minila desetletja. Življenje in svet sta se spremenila. Spreminjalo in spremenilo se je tudi gledališče, ki je z mirom, želeli ali ne, odziv na zahteve časa. Olga Kacjan se je poročila z umetnostjo. Z gledališko umetnostjo, ki je tako odrska prevara kot resnica našega bivanja pod brezbrižnimi in hladnimi zvezdami. Dar gledališke norosti je odmerjen le redkim. Nekdo bi morda dejal srečnežem, a sreča umetnika je tudi in predvsem v odpovedovanju, odrekanju, dvomih in celo bolečini. Po končanem študiju igre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani je dobro desetletje preživela kot svobodna umetnica, kot se je temu tedaj reklo. Nato se je za krajši čas zaposlila v drami SNG Maribor in se končno udomila v Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani. Večino svoje igralske kariere je preživela in ustvarila v tej za slovenski in mednarodni prostor izjemni gledališki družini, katere posebnost je v tem, da se od nekdaj utemeljuje v kolektivnem. To lahko za individualno kariero pomeni nekakšno oviro ali vsaj omembe vredno okoliščino. A dejstvo, da je Olga Kacjan v takem konceptualnem okolju in taka osebnost, kakršna je, skromna in nevsiljiva, dosegla tako izjemne umetniške dosežke v gledališču in na filmu, govori o velikem talentu in izjemni igralski predanosti. Olga Kacjan je igralka, ki je v gledališče in na njegov oder stopila pripravljena na drzne izzive in velika tveganja. Zato se je tudi odločala za sodelovanje v najprelomnejših trenutkih slovenskega in tudi nekdanjega jugoslovanskega gledališča. Z najprodornejšimi, predvsem pa vizionarskimi režiserji tistega časa je sodelovala in ustvarjala v netipičnih delovnih pogojih s tveganimi ali nepredvidenimi izzivi. Marsikatera igralka bi se takim izzivom raje odpovedala. Olga se je drzno pognala v deroče valove. Aktivno je bila vpeta v rojevanje novega sveta, kakršnega je v gledališču Scipion Nasice in v kozmokinetičnem gledališču Rdeči pilot tedaj snoval mladi Dragan Živadinov. Igrala je denimo v kultni predstavi Krst pod Triglavom, pa v baletnem observatoriju Fiat in dramskem observatoriju Zenit. V skupini KPGT, ki je združevala igralce in gledališke umetnike z vseh koncev tedanje Jugoslavije, je delala z režiserjem Ljubišo Rističem. Svetinovo Šeherezado v režiji Tomaža Pandurja in produkciji Slovenskega mladinskega gledališča pa je prepotovala domala ves svet. Sodelovanje z režiserskimi imeni, kakršna so poleg omenjenih še Dušan Jovanović, Martin Kušej, Paolo Maggielli, Eduard Miller, pove dovolj, saj so to umetniki, ki so ustvarjali zgodovino sodobnega, ne le slovenskega in jugoslovanskega, ampak tudi evropskega gledališča. Preigrala je večino velikih ženskih vlog, od Irine, Alice,
Lulu in Jacinte, do Gertrude, Nauzike, Agate Schwarzkobler in Jokaste. V pretekli sezoni smo jo občudovali kot pevko Marijo v Tauferjevi trilogiji Portreti, v zadnji sezoni pa je gospa. Videti le eno od njenih predstav je pomenilo doživeti gledališče v njegovi esencialni in eksistencialni podobi. Kajti Olga Kacjan je darovala samo sebe na način, kot o darovanju govorijo prastari obredi. Naprimer grešnega kozla, na katerega se odložijo grehi ljudi in je nato izgnan v pustinjo, ljudje pa so očiščeni svojih pregreh. Igralka je morala vzeti nase vsa pričakovanja, vgrajena v nastajanje predstave, in nato, ko se je zastor dvignil in je slepeča luč osvetlila njeno postavo, je njen lik naslednji 2 uri prepuščen dramaturškemu mehanizmu, interakciji z igralskimi kolegicami in kolegi, moral vse do konca ohraniti svojo nedolžnost in čistost. Tudi njen filmski opus je zavidanja vreden. Začela je kot Katica v Štigličevi povesti o dobrih ljudeh. Bila nepozabno sanjska kot Kristina v Splavu Meduze Karpa Godine. Igrala je v Klopčičevi dediščini pa v Igmanskem maršu in številnih drugih filmih, tudi v Železnem križcu znamenitega ameriškega režiserja Sama Peckinpahja. Njeni bogati igralski karieri primerno dolg je tudi izjemen seznam nagrad, s katerimi je gledališka in filmska stroka počastila njene stvaritve. 3 Borštnikove nagrade, Zlati lovorjev venec, Srebrna arena, Zlata ptica in številne druge, do lanskoletne Župančičeve nagrade za življenjsko delo. Vsi, ki smo imeli srečo, da smo lahko spremljali Olgo Kacjan na njeni umetniški poti, smo vedno znova spoznavali, da je pred nami velika umetnica. A hkrati razumevajoče in odpuščajoče bitje, ki je, tudi ko je stopila z odra v prozaično vsakdanjost, izžarevala neko posebno, pritajeno, skoraj da skrivnostno lepoto. Kot da bi se v njej naselila magija gledališkega ustvarjanja. Zato lahko rečemo, da je Olga Kacjan kot daljni komet. Zasije v polni svetlobi in izgine. Pravzaprav se le umakne, utihne, se pritaji, da bi se znova vrnila in znova zasijala. In tako že skoraj 40 let. Je posebna igralka. Nikdar ni v prvih bojnih vrstah, nikdar na naslovnicah. Zdi se skoraj odsotna, biva v senci. O njej se ne govori veliko, zdi se, da sama tako hoče. O njej se ne piše pogosto, zdi se, da se je sama tako odločila. Saj Olga Kacjan ne potrebuje govorjenja in pisanja o sebi. Ne želi biti v središču pozornosti, ne na naslovnicah. Ni ji mar za tisto zgoraj, ne za vse prisotno, ne za stalno prisotno. Olga Kacjan zasije in se umakne. In tako v nedogled. Zaradi posebne, neponovljive igralske in človeške pojavnosti in drže, slovenska kulturna in strokovna gledališka javnost prepoznava njeno izjemnost in ji, gospe, podeljuje najvišje priznanje Borštnikov prsten. Za ta veseli dan, za vas en mali kulturni program. To je čedno. To je zelo čedno. To je
tako čedno, da človek ostrmi. Nekaj tako čednega bi si želel videti vsak dan. Dolgo časa sem si želel, da bi videl nekaj tako čednega. To je čedno, raznobarvno in čedno. To je naravnost čedno. To je tako čedno, da bi človek vse prodal, da bi dan in noč gledal, kako je čedno. To je tako čedno, da je vse, kar se vidi okrog, manj čedno. To je čedno in amen. To je čedno. Spoštovani, najlepša hvala za to izjemno priznanje. In ker sem prva iz Slovenskega mladinskega gledališča, ki ga sprejemam, očitno ga ne odklanjam, upam in si želim, da utiram pot za naprej. Kaj bi vam še rekla? V življenju sem bila dvakrat srečno ločena. Od zdaj naprej bom pa spet srečno poročena. Gledališču bom in filmu bom še naprej ostala zvesta, ne glede na to, ali kot gledalka ali kot igralka. Ostanite okej. Vaša okej. Drage dame in gospodje, to so letošnji Borštnikovi nagrajenci. Hvala, da ste z nami počastili njihove izjemne dosežke. Vabim vas, da se prihodnje leto spet vidimo tukaj na že 49. festivalu Borštnikovo srečanje. Do takrat pa
lepo se imejte in veliko se smejte. Lahko noč.